Hello in en pozdravček vsem na torkovem Facebook liveu. Evo, malo počakali, da vidimo, da se malo naberete. Tako sem videla, da se začnete nabirati šele pol, tako ko jaz že ne vem, enih 5 minut govorim, tako da ne vem, mogoče bi mogla kako muziko prej predvajati. Tako da začnemo tako malo z nekim glasbenim uvodom, tako da da algoritem začne delovati in da vi opazite, da smo tukaj v live. In ja, no, da vidimo, kaj se zdaj tukaj dogaja. Aha, evo, imam enega gledalca, kul, pa lahko začnem. Tako, se boste še prišli, tako da hvala vsem, ki komentirate pod videi, ki pišete, torej odkot spremljate, kdaj spremljate, ker to ful pomaga tako dejansko razširiti vidnost teh videov, da dosežejo več ljudi. Hvala vsem tistim, ki delite te informacije med druge ljudi. Včasih je človek sam eno informacijo od tega, da si spremeni življenje. Torej, sam eden deli nek video, nek blog, nek zapis in je v bistvu tista informacija, ki jo v tistem trenutku potrebuješ in slediš tam nečemu in potem dejansko se ti zaradi tega spremeni življenje. Včasih rečejo sharing is caring, ne? Torej, da delimo pač dejansko skrbnost. Čeprav to se ne nanaša glih čist na vsa področja, ampak to o tem mogoče kdaj drugič. Danes pa dajmo spregovoriti o tem, kako naši pogledi ustvarjajo našo resničnost. Torej, to je znanstveno že dokazano, da ko se pojavi, torej kaj bi temu rekli, v tej zavesti, vsem, kar ima zavest, dejansko, ko se pojavi opazovalec, torej se začnejo te atomi oblikovati po svojo neko, dobivajo neko obliko, se začnejo nekaj oblikovati. Torej, mi svojo prisotnostjo, mi svojimi pogledi, mislimi dejansko ustvarjamo svojo resničnost in ni obratno, ne? Ker velikokrat mi mislimo, ja, kaj se mi to dogaja in pol zaradi tega, kao da zavzamemo neke poglede. Dejansko ne, mi svojimi pogledi, predvsem s tistimi, pa mogoče tudi to ni res, ampak dejansko mi zavzamemo nek pogled in ga svojo energijo pač nekako strdimo, se strinjamo z nekim pogledom in potem se nam začne to prikazovati kot naša resničnost. In torej včasih je potrebnih še manj kot 10 sekund nezavedanja in zavzamemo nek pogled in potem se nam lahko nekaj se nam začne prikazovati na določen način in se to prikazuje lahko leta in leta in leta in leta in sploh ne vemo, kaj se dogaja, ne vemo, zakaj se nam tako življenje prikazuje, ne vemo, kako to spremeniti, ampak eno vprašanje, ki ga lahko zastavite, recimo, če imate kakšne take situacije, torej, kakšen pogled imam, ki ustvarja to? Torej, kakšen pogled imam glede tega, ne? In ko boste v vprašanju, torej vedno, ko zastavite vprašanje, vam vprašanje da zavedanje. Torej, ne boste verjetno dobili takoj odgovora, mogoče včasih ja, včasih ne, ampak če boste v vprašanju, če vas bo resnično zanimalo, kakšen pogled imam, ki ustvarja to, se boste v enem trenutku zavedli pogleda, ki ga imate. Torej, z vprašanjem tudi posežete po tem zavedanju, ki vam je na voljo kot bitju. In potem pač kaj lahko naredite? Pa sem tako, ne, tako emoji, ko možgani eksplodirajo, reče se pa, ja, valjda, če imam tak pogled, da se mi pač življenje tako prikazuje. In jaz osebno zdaj grem skozi neko fazo, tako neke stvari, ko se ukvarjam z njimi, recimo, lahko rečem, že skoraj celo življenje, v bistvu prihajajo neke stvari, neki pogledi, ki sem jih zavzela in se mi je to vleče, ampak zdaj je prišlo to do take faze, da sem to končno ozavestila in kaj pa še najbolj zanimivo je pa to, da to sploh ni bil moj pogled, ampak sem jaz sam zaznala
celo ni bil izrečen ta pogled. Zaznala sem nekoga, ki je imel ta pogled, ampak sem pač s to osebo tako povezana, da pač energijsko se zaznavamo, pač vse vemo, da komunikacije potekajo tudi na drugih ravneh, ne zgolj na verbalni ravni. In potem sem jaz ta pogled, ki ni bil niti moj, vzela za svojega in sem ga imela dobesedno do predvčerajšnjim, do včeraj, meni se zdi predvčerajšnjim. In pol mi je zdaj tako kristalno jasno, so mi ene stvari, zakaj so se mi določene stvari na tak način prikazovale, in tudi to pravzaprav, zdaj tudi z mene se sprošča toliko ene energije, toliko nekih, ja, pač grem čez transformacijo, ne, tako pač se zgodi, ko nekaj ozavestiš. In kaj je zdaj mogoče? Zdaj je mogoče nekaj drugačnega. Torej, ko ozavestimo nek pogled, prvo kot prvo, ko ozavestite, ga lahko spustite. Torej, lahko to energijo, torej, ko ozavestimo in si priznamo, ja, ta pogled imam, naenkrat lahko izgine. Lahko ga še vedno imate, lahko ga še vedno obdržite. Ne zdaj vaša izbira, ampak zdaj je pravzaprav priješ do tiste faze, ko ti je jasno, zakaj se te stvari, določene stvari so se na ta način prikazovale. Ali je to v vaših odnosih, ali je to na področju dela, denarja, telesa, kariere, seksa, kjerkoli dejansko ti tako jasno postane, in potem seveda na ta način se lahko začnejo potem stvari spreminjati. In evo, da vidim, kdo je kaj z mano. Dobenih komentarjev nimam. Danes ste neki tihi ali kaj. Dajte mi povedati, če me sploh slišite. Ali samo gledate lepo sliko. Ja, torej, ko se vprašamo, kateri pogled ustvarja to, torej, oziroma kakšen pogled imam, ki ustvarja to, bomo ozavestili pogled, ok? In zato tudi toliko poudarjamo, da bi bili čim bolj zavestni, ker potem ne bomo več zavzemali nekih pogledov, ki nam ne koristijo, oziroma ne ustvarjajo tistega, kar bi mi radi ustvarili, ne, kot svojo resničnost, oziroma ustvarjajo nekaj čist nekaj drugačnega. In če smo, kako bi rekla, če se v popolnosti zavedamo, tega ne bomo naredili. Ne? Če pa smo tako, smo raje tako pač nezavedajoči, je bolj udobno pač tisto nezavedanje, kot se dejansko zavedati, potem pa pač zavzamemo poglede in potem ne vemo, zakaj se nam določene stvari na tak način prikazujejo, kot se prikazujejo. In še ena stvar, torej lahko tudi recimo, ko ozavestite nek pogled, ki ga imate, oziroma lahko vam bo čist jasen, kakšen pogled imate, ampak ga mogoče ne boste mogli kar tako spustiti, v smislu, ne vem, tako sem jaz naredila s svojim pogledom, sem tako, to ne rabim, to sploh ni moj pogled, ga lahko naslovite, torej imamo v Access Consciousnessu, obstaja eno orodje, ki se mu reče zanimiv pogled, in naslovite ta svoj pogled, rečete zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, in vedno malo vmes počakate in da vidite, če se kaj energija tega pogleda spreminja, potem spet zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In to toliko časa ponavljate, dokler ta energija tega, naboj tega pogleda ne izzveni. Včasih se niti ne boste več spomnili, kaj pravzaprav je že bil vaš pogled, mogoče pa včasih boste na koncu celo ugotovili, da to ni bil vaš pogled. Mogoče bo na koncu ostala neka energija in pol za tisto energijo, ki še ostaja, ki se ne spremeni, lahko rečete samo, ok, komu to pripada, in zavestno pošiljamo, od koder je prišlo, in boste na ta način se znebili tega pogleda. Hello, Darja, Simona, ravno začela gledati večer, draga, slišimo, no, me veseli, cool. Hvala, da mi kaj napišete, tako da vem, da smo nakonektani, da se slišimo. Ja, torej, pol še ena stvar. Recimo, pač mi vsak dan smo v interakciji z ljudmi, torej, ali pa beremo neke stvari, poslušamo neke stvari,
Ja. In potem se, recimo, ko neki ljudje nam nekaj pripovedujejo, neke svoje poglede oziroma neka svoja stališča, in potem kaj lahko naredimo. Torej, mi se s tem strinjamo, torej rečemo, ja, res je tako, oziroma se uskladimo lahko s tem pogledom, ker pač nekako se uskladimo s tem, lahko se potem upiramo, reagiramo na to, rečem, že za mene že ni tako, to že ni za mene, že ne velja. In si potem na ta način začnemo to ustvarjati kot svojo resničnost. Na ta način, ko se strinjamo, pridružimo oziroma uskladimo ali pa se upremo nečemu, odzovemo na neki, začnemo ta pogled, na katerega smo se odzvali, na katerega smo odreagirali, začnemo, strdimo in potem iz tega začnemo ustvarjati tudi svojo resničnost. Če smo se temu upirali. In recimo en primer je, naprimer, če imate nek posel, recimo, naprimer, da je to neka storitev za, pač ne vem, nekaj recimo, da je recimo za telo ali pa za osebnostno rast, in pol se z nekom pogovarjate in ta oseba reče, veš, ljudje za to nimajo denarja. In pol ti rečeš, ja, res je, a ne? Oziroma, ja, se strinjam s tem pogledom in kaj si s tem naredil? Dejansko začneš to ustvarjati kot svojo resničnost. Ali pa rečeš, ne, oziroma si misliš, ja, za mene že ni tako, oziroma se na nek način tako upreš temu in si na isti način si to začneš potem ustvarjati. To je tudi kot ena zanimivost. Tako da čim bolj boste v teh interakcijah oziroma kar nekih informacijah, ki jih prejemate v zanimivem pogledu, torej zanimiv pogled, da ima takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, manj boste strjevali te poglede, ki jih pač slišite, berete, oziroma ja, poslušate, in lažje boste, mislim, ne boste strjevali tega, ne boste iz nekih pogledov, ki niso niti vaši, ustvarjali svoje resničnosti, okay? Ker to je res tako, mislim, dobro, če ta resničnost za vas deluje, ok, super, ampak večinoma so to neki pogledi, iz katerega ustvarimo neko resničnost, ki ne deluje za nas, ki nam ni cool pol, a ne, tako da, in ta zanimiv pogled, večkrat dobim na delavnicah, vpraša ljudje, a to moram na glas govoriti? Ne, tega vam ni treba na glas govoriti, ampak lahko si ponavljate v glavi. Torej, če imate neko, ne vem, recimo, da poslušate neko predavanje, ali pa imate na nekem sestanku, vam nekdo tako svoje stališče govori, si lahko v glavi ponavljate zanimiv, ali pa recimo pri zdravniku, to je tudi en tak pač zanimiv, kako bi rekla, prostor, kjer hitro kupimo poglede in pač si pa to ustvarimo kot svojo resničnost. Ne bo vse samo zanimiv pogled in dejansko poglejte, če so ti pogledi, kar ste tam slišali, če to sploh res za vas, ali gre dejansko za nekaj drugega. A ne, kako bi rekla, vprašajte, torej bodite v vprašanju glede vsega, ne kupovati to kot suho zlato. To je pač namen tega, kako bi rekla, ne, ker velikokrat vam dajo neko stvar, neko diagnozo, pa mogoče gre za nekaj čist drugega. Tako da, in na ta način, v bistvu, če boste v zanimivem pogledu, boste lahko to ugotovili, da dejansko mogoče to ni vaša resnica, in boste mogoče vprašali še za kakšno mnenje ali pa kaj drugega, ne, tako da poiskali kaj drugega, tako da pač ne kupujemo pogledov kar tako na prvo žogo, ampak pogledamo dejansko, je to za nas res ali ne. In bolj, ko boste v zanimivem pogledu, torej to je eno super orodje v smislu, ker vam lahko da, če boste uporabljali ta zanimiv pogled, da imam takšen pogled, za vse svoje misli oziroma neke poglede, ki jih imate, sodbe, ki jih imate glede sebe, ali pa neka prepričanja, ki jih imate glede sebe, recimo, če bi to uporabljali pol leta do 1 leta, dejansko bi dobili od sebe vse tisto, kar želite dobiti. Recimo, da se želite lotiti nekega novega posla, ali pa da se želite lotiti posla. Imate ful nekih pogledov. Ja, pa kako bom pa prispevke plačal, pa bom imel dosti strank.
Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, če bom lahko plačal oziroma prispevke. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, če bom lahko plačal prispevke. In to ponavljate toliko časa, dokler se naboj tega, kako bi rekla, naboj tega pogleda ne razprši. Na koncev pa verjetno boste tudi ugotovili, da to sploh ni vaš pogled, ampak da imajo vsi ti recimo ljudje, ki se lotevajo mogoče prvič svojega posla oziroma da bi ustvarjali nekaj na svoje, da imajo take poglede. Tako da recimo nisem dovolj, je en tak zelo razširjen pogled, nisem dovolj, ne znam dovolj. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da ne znam dovolj. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da ne znam dovolj. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da ne znam dovolj. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da ne znam dovolj. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da ne znam dovolj. In to toliko časa ponavljate, dokler se to ne razprši, ta pogled. In potem na ta način ustvarite za sebe prostor, kjer lahko izberete tisto, kar želite izbrati, kar vam je pravzaprav prej ta pogled preprečeval. In evo, nekaj vas je še tukaj. Polona, živijo, Simona, dobra ideja za vsak dan. Ja, to je za vsak dan, od jutra do večera. To mislim super je, no, mislim za tiste, ki ste se zdaj šele priključili, to vprašanje, torej kakšen pogled imam, ki ustvarja to. Preprosto vprašanje, s katerim lahko res pogledate, kakšen pogled imate, ki ustvarja neko pač zadevo. In pol pa, če boste uporabljali ta zanimiv pogled, in torej zanimiv pogled je dopuščanje. Torej zanimivim pogledom, če uporabljamo to orodje za vsako svojo misel, občutek, čustvo, vsak svoj pogled oziroma za poglede, sodbe drugih ljudi, nam omogoči, da pravzaprav eliminiramo vse neke poglede, ki jih imamo recimo z določeno stvarjo ali pa na splošno, in na ta način ustvarimo prostor, kjer lahko zavzamemo katerikoli pogled. In potem naslednje vprašanje je pa, kateri pogled pa bi lahko zavzel, izbral, imel, kar bi ustvarilo nekaj drugačnega, oziroma kar bi ustvarilo tisto, kar si resnično želim. Ali pa neko specifično stvar, ki jo imate. Kateri pogled bi lahko zavzel, kar bi aktualiziralo x, y. In spet, to vprašanje ni namenjeno temu, da bi vi iskali odgovore, torej da bi šli pol v glavo, čakaj, kakšen pogled zdaj moram imeti, da aktualiziram to, ampak če boste vprašali, če boste v vprašanju glede tega, boste dobili neko zavedanje. Naenkrat bo tako, pač naenkrat. Včasih je naenkrat, včasih je pa tudi čez nekaj časa se prav pripelje tako, oziroma dobite zavedanje, tale pogled. In lahko zavzamete pol ta pogled. In kaj bi bilo potrebno, da začnete pol zavzemati takšne poglede, ki bo ustvarjali takšne življenje in bivanje in takšne resničnosti na posameznih področjih, ki jih vi si resnično želite, ki bodo delovale za vas, v katerih boste uživali. In vse, kar tega ne dopušča, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, pa napokoljen shorts, boys, povats and beyonds. No, pol pa ste slišali, da smo pred kratkim tudi spremenili oziroma malo posodobili to čistilno izjavo Access Consciousnessa in so dodani povadi zraven. Torej, to so pogledi, ki jih branimo in ki se jim izogibamo. In torej imamo na določenih področjih ali pa neke stvari kreirajo, torej tudi neki pogledi, ki jih branimo oziroma zagovarjamo in nekim pogledom se pa izogibamo. In ta stvar ustvarja to, da smo zataknjeni na določenem področju. In lahko rečete, mislim tudi, glede na to, danes govorimo, tvoj pogled kreira tvojo resničnost. Tudi določene poglede branimo, pač iz kakršnih koli razlogov že. In naslovite lahko to stvar v smislu, katere poglede branim ali pa zagovarjam. Poglejte, kaj boljše za vas deluje, katera beseda.
Torej, katere poglede branim in katerim pogledom se izogibam, kar kreira to ali pa kar ohranja to v obstoju. In potem vse, kar je tu, boste vse to razgradili in uničili. Dajte dobiti zelo eno svojo stvar, kjer se vam zdi, da ste zataknjeni. Ok, imate? Torej, katere poglede branite in katerim pogledom se izogibate, kar ohranja to v obstoju. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Macron, Pokolin, Schwartz, Boys, Povats and Beyonds. Torej, kakšne poglede branite in kakšnim pogledom se izogibate, kar ohranja to v obstoju, oziroma kar kreira to. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Macron, Pokolin, Schwartz, Boys, Povats and Beyonds. Torej, kakšne poglede, in to delamo toliko časa, dokler je še, ker vidite, zdaj, če opazujete sami sebe, oziroma pol, ko boste mogoče še ponovno poslušali ta video, boste videli, da ko rečemo, kakšne poglede branite in kakšnim pogledom se izogibate, da to prinese na površje neko energijo. In potem s čistilno izjavo to vržemo ven iz obstoja, ponavljate to, dokler pol ni več energije. Okay? In na ta način, s tem procesom ustvarimo prostor. V bistvu boste imeli več prostora, ne bo več teh pogledov, ki jih branite in jim se izogibate, in potem lahko kaj naredite? Izberete drugačen pogled. Ja, izberete nekaj drugačnega, kar prej mogoče glih zaradi teh pogledov, ki ste jih zagovarjali oziroma branili, oziroma se jim izogibali, ni bilo mogoče. Torej, dajte še enkrat dobiti to stvar, kjer se vam zdi, da ste zataknjeni. Kakšne poglede branite in kakšnim pogledom se izogibate, kar ustvarja to. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Macron, Pokolin, Schwartz, Boys, Povats and Beyonds. Jaz tako zaznavam vse vas, v bistvu, ki zdaj gledate, pa tiste, ki bojo v prihodnosti gledali, in dobivam ful te energije, tako zato, ker tako me, ne. Torej, kakšne poglede branite in kakšnim pogledom se izogibate, kar ustvarja to. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Macron, Pokolin, Schwartz, Boys, Povats and Beyonds. In potem, da vidim malo kakšne, če imate kakšne komentarčke še. Nataša, hello. Evo. No, nekaj se vas je pa nabrali, kako lahko še boljše kot to. A so vam prispevek ti torkovi Facebook live? A še nadaljujemo s tem? Ja, torej, torej, kar se tiče pogledov, imamo dobesedne poglede, torej, kako bi rekla, mentalne, potem imamo pa še tudi čustvene poglede, oziroma poglede, ki jih branimo, oziroma se jim izogibamo, in del teh čustvenih pogledov se pa zaklene, oziroma spravimo pa v naše telo. Torej, v našem telesu imamo vse živo spravljeno in zato tudi v Accessu, meni je Access tako všeč, zato ker imamo tukaj telesne procese, s katerimi odklepamo vse živo, kar imamo v svojih telesih zaklenjeno, in se na ta način osvobajamo oziroma aktiviramo tiste naše resnične potenciale, kapacitete, ki jih imamo mi in naše telo. In lahko tudi, dajmo še vzeti tole stvar, kjer ste zataknjeni, pa bomo še malo na drugačen način, torej kakšne dobesedne povade imate, torej poglede, ki se jim izogibate, in poglede, ki jih branite, in kakšne čustvene povade imate, kar ustvarja to. Tu je pa še več energija, ne? Tu je pa tako prav. In zdaj tukaj pa pač to naredimo tako, torej vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to zdaj razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu porekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti kregaziljon. Right and wrong with the Macron, Pokolin, Schwartz, Boys, Povats and Beyonds. Torej, kakšne dobesedne povade imate in kakšne čustvene povade imate, ki kreira to, oziroma ki vas zatika tukaj na tem mestu, kar ohranja to v obstoju. In se, kar je to, boste vse to, prosim, razgradili in uničili. Right and wrong with the Macron, Pokolin, Schwartz, Boys, Povats and Beyonds. In si to ponavljite, dokler ne boste zaznali, da se je dejansko vaš prostor, oziroma ta energija, kar ste tako sprostila, da ste postali večji prostor, in dejansko se na ta način osvobodite in se lahko tudi pravzaprav začnejo stvari premikati že sam s tem, da
te procese naredite. To so res izjemni procesi, ki so zelo pred kratkim, kar ne vem, mogoče kakšna pol leta, da jih uporabljamo zdajle, in je ustvarjajo neverjeten prostor, v katerem so možne take spremembe, ki prej niso bile. Pač vse smo, so se spreminjali, ampak zdaj se tako ful hitreje, ful bolj, kako bi rekla, ful večje spremembe se dogajajo v smislu, spet eni, ko slišijo spremembo, se tako, na bolje. Tarča Accessa je, da vas opolnomoči, da začnete kreirati svoje življenje kot nekaj, kar sploh niste nikoli mislili, da je mogoče za vaše življenje, in kot nekaj boljšega, kar trenutno imate. Tako da, mogoče še sam kot kako bi rekla, da zaokrožimo ta Facebook Live, zavest. Zavest je tista, ki vam bo omogočila, da boste spremenili svoje življenje in tudi nadalje, da pravzaprav ne boste zavzemali nekih pogledov iz nezavednega, oziroma boste prisotni s pogledi, ki so vam servirani na kakršenkoli način, in jih ne boste kupili. Tako, ne vem, v eni knjigi piše tako, ful dober, kupili ste poglede in zdaj drago plačujete s svojimi kreditnimi karticami. To je tako malo figurativno, ampak dejansko jih plačujemo v smislu tako s svojim življenjem pol. Živimo neko življenje, ki nam ni všeč, stvari ne delujejo za nas, in to zaradi tega, ker smo kupili pogled nekoga. Tako da, koliko zavesti bi radi imeli, koliko jo boste izbrali. Jaz vem, da vso, kar jo je na voljo. Tako da, upam, da vam je bilo tole prispevek. Lenka, živjo. Hvala tebi, da si tukaj, res mi deluje, da se ne zaciklam, super, kako lahko še boljše kot to, super. In lepo se imejte, če vam je bilo tole prispevek, prosim, delite to še z drugimi, ali pa všečkajte, komentirajte, tako da bo še tudi drugi to, da bo informacija dosegla še mogoče tistega koga, ki zelo v tem trenutku ful to potrebuje, in da se tudi on lahko, da si olajša življenje, si ga spremeni, ustvari po svoji meri. Tako da, lep večer še naprej in se vidimo prihodnji torek. Čau!